Punce živijo in dobrodošli v videu z mojo mami. To je moja mami Bernarda in danes je materinski dan, zato sva skupaj dobila idejo, oziroma jaz sem dobila idejo. Ona je prijazno rekla, da bo del tega. Glede na to, da me spremlja kar nekaj mamic, sem se odločila, da danes posnamem make-up, tak lušten pomladni make-up na mojem lepem modelu. Najbolj, da začnemo? Pa dejva. Prvi korak bo krema. To je v bistvu krema, ki jo mami že kar nekaj časa uporablja in sicer gre za Shiseidovo Bio Performance Lift Dynamic Cream. V bistvu gre za tako negovalno kremo, ki hkrati tudi vlaži, torej zagotavlja vlago in pa malo ima tega lift efekta, ne? Se pravi, poskrbi za zglajeno kožo. Kakšna se ti zdi, mami? Odlična. Ko si jo zdaj že uspela nekaj parkrat nanesti. Zadovoljna. Zelo, res. Občutek. In med prsti, ko se maže, povej. Ja, je tak, zamaže se v kožo. Tako, in pa tudi res na koži se pozna. Nekih težav mami nima. Mama suho povrhnjico. Ja, tako da kakšno ima. velike pore. Ja, pa velike pore, to imam pa po njej. Hvala. Ne mora biti vse idealno. Ja, itak da ne. Hvala Bogu. Počakava par sekund na to, da se upije in potem nadaljujeva s korakom s podlago. In sicer od Max Factorja, nova podlaga, gre za v bistvu long lasting tekočo podlago, ki pa v bistvu zagotavlja tako lepo enakomerno prekrivno kožo. Se pravi, je ne obteži, čeprav je kar prekrivna. Tako da tudi pri podlagi, pravzaprav, ko je koža brez nekih mozolčkov ali pa nekih večjih napak, ne rabimo toliko veliko produkta nanesti, ampak pravzaprav manj je več. In ti v bistvu, mami, si sploh ne naneseš največkrat pudra, ne? Je res? Največkrat ne. Največkrat ne. Kaj so tvoji pripomočki, oziroma kaj največkrat, kaj vsakodnevno uporablja za službo? Vedno kremo, barvico, obrobo za oči, Ja. vedno maskaro in vedno ustnice. Neki en lip glossek, tako Ja, malo, ne? tako da mečkan spremeni barvo. Zdaj, ko je pomlad, si lahko tudi komot prvošte dame, mamice, kako bolj živo barvo. Tudi mi jo bodo danes izbrali eno tako lepo, ste videli, pomladno. Zaradi tega, ker v bistvu prilagodimo komot te odtenke letnim časom, tako da se ne rabimo nič bati oziroma držati skozi nekih takih nude tonov. Lahko smo drznejše, bolj ko so lepi dnevi, v bistvu bolj svetle barve tudi uporabljamo. Tako da se že veselim, kako bova izpadle. Dober občutek? Dober. Ja, ni tako, da obteži. Ja, dober občutek, zato ker nič ne čutim. Super. In to je vedno dober občutek. Top. Korektor je na vrsti. V bistvu korektor je en tak super produkt, s katerim lahko dosežemo z enim pripomočkom bolj zbujen v trenutku videz. Tako da tudi jaz si ga zdaj nanesem. Torej za ta malo bolj svež videz. Velikrat mi kaka dama napiše na Facebook, da ko nanese korektor, da je potem se usede tako noter v gubice in da je še bolj opazen. V bistvu, lih to je ta pomembna informacija. Manj produkta, ne rabi biti obteženo, ampak res manj in potem fajn zabrisati in potem tudi čez nanesti suh puder. Zato da tekočo zadevo v bistvu zavaruješ. Tako da mislim, da s tem narediš najbolj tak optimalen rezultat. Ti pa že zdaj sijaš. Ja, Moja mama ima zelo košate obrvi, ne vem, zakaj jih pol jaz nimam. To je vse narisan. Pri meni pa ni nič narisan. Ja, prelepa nič, tako da samo malo jih bom počesala z metalco, s čimer poskrbim, da so vse obrvi v eni smeri, v eno smer obrnjene. Zdaj načeloma, če bi želeli, sam res ni potrebe, samo dejansko parkrat povlečemo po teh naših obrveh in s tem si v bistvu zagotovimo, da tudi če je kak vmesen prostorček, kotiček, ki bi bil prazen, da tam potem še malo dodatno zapolniš. Ampak tukaj ti je Bog šel na roko.
Ja. Pravijo, pa vsak mu je nekje šel na roko. Ja, evo, super. Evo, zdaj, kot smo rekli, jaz bom uporabila, sicer mami se ne svet toliko zelo, ne, tako kot jaz, ti načeloma res se ne rabaš neki pudrat, Ne, pivnat, ne, evo, super si rekla. Ampak vsem za ta trik, ki sem ga zdaj omenila, torej korektor, zato da bo ostal pod učki čim dlje, ne, par urc, pogledaš malo gor, in pa samo nežno pritisnem torej z pudrom v prahu, tale od Shiseido in sicer Mattifying Compact Oil Free, brez olj, samo nežno torej spet po obrazu, s čopičem zavarujem to tekočo zadevo v korektor. Pravijo, da, a veš, a si slišala, da žensko se da tudi določiti njeno starost, pravo starost po rokah. A boš pokazala? Zdaj jih je kar tako pod vizo zatlačila, tako da v bistvu nanesla bom... Pri mojih letih se starost niti še ne skriva. Ne, to pa res, ne. Se ne bojo pa povedali, ker... Računajte. Ali Clarinsova krema naredi tako, da te kakšne pigmentne madeže ali pa anti-age, tako malo anti-age efekta ima, ne, tudi tako na obrazu, tudi na rokah. Skratka, poskrbi za tak lep, negovalen tretma vaših rok. Evo, še res malo si prvošam ostankov. Zdaj pa malo barve sledi in sicer na učke bom nanesla 2 senčki od Clarinsa. Z temnejšo bom osenčila njen rob veke. Tole je odtenek 07 Silver Plum. In v bistvu samo v zunanji del veke po robu nanesem to čudovito tako slivovo senčko. S čimer v bistvu poskrbim za to dimenzionalnost, ne. Na zunanjem kotičku temnejše in potem po sredini pa po notranjem kotičku malo svetlejši odtenek in bo uček takoj dobil bolj večjo izraznost. Zdaj pa še svetlejša, 04 Silver Ivory, skratka kot rečeno, malo svetlejša senčka, katera bo takoj osvetlila sam pogled, ga odprla in ga naredila bolj svežega. Svetle barve, svetli toni naravno seveda to poskrbijo. Tudi v notranji kotiček bo šla, tako da bo lepo odprla pogled. Super. Velikokrat tudi dobim vprašanje oziroma dilemo, meni pa eyeliner ne paše. Zdaj, eyeliner ne paše osebam, ki načeloma imajo manjše veke, torej bolj zaprte, ki nimajo toliko prostora, rečemo temu, pri samih vekah, in pa pri gospeh, katerim se koža že seveda z leti malo poves. Kaj hočeš povedati? Ja. Ampak to ni nič narobe, seveda, gravitacija dela svoje. Problem je, ne, če bi zdaj hotele kontrirati temu in še vedno v bistvu si delati neke drzne, dramatične eyeliner črte, ker pol izpade hitro hecen. Tako da namesto eyelinerja, če se tudi tebi zgodi velikokrat to, se pravi, da se ti, ko ga naneseš tako, potem poves kar malo dol, ne, ga ne uporabljaš, ker v bistvu konec koncev ga ne rabiš. Je pa hud trik z črno barvico, malo zapreš. Črna barvica, ne rabi tudi natančno nanešena, ker itak gremo s čopičem potem čez in samo nežno obrišemo v trepke. Malo tele temnejše senčke bom nanesla tudi na ta isti čopič, s katerim sem zdaj zabrisala črno barvico. Pogledaš gor. In v bistvu zdaj nanesem tako tik ob spodnjih trapalnicah tudi malo torej temnejše senčke. Praktično isto, kar imamo zgorej, gre tudi malenkost po spodnji črti. Lahko seveda, če želimo dramatičnejši look, potem samo ponovimo korak z temnejšo senčko in jo nanesemo postopoma še enkrat. Torej na isto mesto še enkrat potapkamo, malo produkta, spet pazimo, da zabrišemo, ne. To je ključ. Torej postopno nanašanje produkta, senčke, za večjo
da se bolj vidi, Oči v bistvu zaključimo z eno dobro maskaro. Danes bom na mami uporabila Lancomovo Hypnose. Gre za kultno maskaro in nanesla jo bom samo po zgornjih trepalnicah, ko se hočemo malo dvigati. Tako da zgornje trepke pogledaš takole dol. Gre pa za maskaro, ki pravzaprav lepo razčeše trepalnice in pa naredi tak naraven volumen. Za konec bom mami odgovorila tudi na ene dve vprašanji, ki ste nama jih poslali. Če se maskara nam vtisne na kožo, počakamo praktično minutko, zato se posuši in potem z vatirano palčko samo odbrišemo stran in na ta način se potem nič ne packa po koži. Zdaj pa še v bistvu zadnja dva koraka in sicer barva na obraz, barva na lica in barva na usta. Tako da uporabila bom od Debore tak res lep roskast blusher. Ne rabite se bati barv, kot rečeno, ker je pomlad, si lahko date v svojem prostem času malo več duška. Hkrati pa takšne barve poskrbijo za svež videz. Torej, roskasti odtenki, marelični odtenki, to so zelo taki odtenki na vaši strani. Torej, po ličku. In pa vedno na gor, ne na dol, ker če bomo imeli na dol, bomo žalostne. Če bomo na gor delale, bomo sveže in pa mladostne. Zadnji korak, jaz moje mami itak ful dobro poznam, ne? Tako da tukaj ni bila dilema. Mislim, nisem imela nobene težave zbrati šminkico. Roskasti odtenki so tvoji, ne? Ja. Dobro poznam. Ja, dobro poznam. Tako da izbrala sem kremasto šminko, ker mislim, da kremaste šminke nasplošno, mislim, da jih ima, prava dama ima rajš kremasto šminko, kot neko mat, ki pač vemo, da je vse malo bolj obteži usta in nasplošno kremasta šminka je bolj prijetna izbira za čez dan. A bova full fancy, pa ti bom nanesla s čopičem. Bodva fancy. Pa bodva. Ja, bodva fancy. Za mami, torej, kot rečeno, sem danes zbrala Lancomovo šminkico, roskast odtenek 317. Zdaj, komot jo nanesete direktno na usta. Video pač se malo afnava, tako da bomo nanesli s čopičem. Nežno skupaj. Torej, ker smo kožo vseeno malo obtežile z make-upom, smo zdaj na ta način pocrkljale in ji vrnile malo teh vitaminčkov in vlage, ne? Tako, čeprav so uporabljali res same kvalitetne produkte. To je končni look. Zelo rozasto. Kaj to pomeni? Zdaj, a se ti zdi šminkica preveč? Če se nam zdi, da je karkoli, se pravi na ustih, preizrazito, je trik z robčkom in še vseeno lahko popivnamo, še enkrat skupaj z usti. In je pa to pol malo manj, ne? Malo umiljen, tako. Evo, upam, da ste uživali v tutorialu. Mami, tebi ful hvala in pa obožujem te. Res. Hvala, da si moja mami. Da sem rozasta. In hvala vsem vam mamicam, ki vzgajate super lepe afne. V bistvu ste take prave vzornice, tako da delite še naprej dobro delo. Razturite. Zdaj pa še obljuba dela dolg, tako da dobila sem kar nekaj vprašanj. Ampak si vmes izbrala eno, zato da me ne spravi za drego. Ale ja jih izbira? Ja, ne, se drugače ne. Mislim, škoda, ker ne moramo odgovoriti na vse, ker bi bil video predolg, ampak katera je bila moja najljubša slaščica, sladkarija, ko sem bila majhna? Zanima Eni na YouTube. Ja, Leja je imela eno grozno sladkarijo in to je sladoled z okusom zvečilnega gumija, neon modra barva. Na morju! Na morju in ona je to, vsako leto smo na isti kraj hodili na morju in živela je za to obdobje, ko je hodila po sladoled
Žvakač. Ja, žvakac je rekel, ampak veš, da še zdaj obstaja, sam so ga preimenovali neki v smrkce ali neki. A ja? Sem videla na Krku. V glavnem, ja, žvakac, zdaj ga ne bi dotaknila se ga. Ne, zdaj kaj drugega, čokolada. Ok, in pa, koga je imela tvoja mami rajši? Mene ali Žana? Itak da mene. Itak da oba. To se sploh ne da. Ja, ne, ta je bil, to je zanimalo Laro na YouTubeu. Noben ga rajši. Ja, čeprav sem itak bolj pridna, tako da mogla bi biti, mislim, jaz, top, vrhunska hčerka, najboljša. Obajna. Ok, še eno vprašanje. Kakšna je bila Lea kot najstnica ali dava, pa da je odgovor, kakšna sem bila kot najstnica, na hiter, pa se pa poslušam. Pridna, zelo pridna najstnica. Jaz mislim, da si vsaka mami lahko samo želi imeti tako najstnico. Kdaj so mi kaj oporekala, sam so se... Zelo, zelo pozen. Te najstniške 15, 16, 17, nič, tam pri 20 je bila tako malo zelo pametna. Hormonska? Tako kratko obdobje, pridna, zelo pridna najstnica. In še danes je taka. Mami, hvala. Enako, reči. Zdaj gremo pa uživati. Video bo verjetno zmontiran pred večerom, a ga boš pogledala? Ja, boš. Ok, se gledamo v naslednjem videu in do naslednjič. Ljubčke. Čau.